Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z nami vsemi. Dragi prijatelji, lep dober večer vam želim. Prijemite tole cerkvico in to je vstop skupaj, da bi šel že časa. Tako prijetno je povladano, da človeka. Še najlepša stvar pa je, povrimo na sred cerkve našo Matko Božjo. Jaz to občudujem, veste zakaj? Zdaj pa vsaka mama je Božja. Marija je pa mama. In je čudovita. Če se spomnite, prav taka podoba je tudi na Sveti More, na Bezemska lista, na sred cerkve. Kraša je prišel mirno zvoniti, vete, 4 zjutraj, takrat v tistih starih časih, in je Marija srečal na sred cerkve. In je rekel, Marija, kam pa ti greš? In kaj pa je, da si šla pred? Ne veš kaj? Preganča spite mojega sina. Pa sem se odločila, da bom šla pred domov, prva. Pa je takrat mirno na kolena prost, dol pada pa rekel, dej, Mati Božja, vstani, bom jaz vse naredil, da te bojo bolj radi imeli, pa bojo preko tebe tvojega sina častili. Rekla je, če tu poveš, pa bom to naredil. Sama grem nazaj v oltar, reč. Grem v oltar, pa bom tam na sred cerkev ostala. Verjetno pravosistno, ne? Reda Marija, kdorkoli k njemu bodo res milosti Boga. Jaz v začetku sem bil še mlad, da bom nisem na vem koliko. Tukaj bo treba. Pa me po življenju presililo, da se se obrnil k Materi Božji na pomoč. In veste kaj? Pomagala mi je. Pa se je predredil 3 take kapece, da sem bil vsi drugi svetniki polž. Tako lepe kapece, ne? Vete, Mati Božja je tukaj naša mama. Ni da te izvrsti. Zato, če smo se tle zbrali, ki je dolgo zgodovina v preteklosti naše vero Mati Božje, ne vero naše češčene Mati Božje, preko katere nam je njegov sin in Jezus Kristus vedno pomagal. Zato bravo, da smo se dobro zbrali, pa še se bomo vedno zbirati, kdo bi v cerkev gre k Bogu in Bog je vedno dober. To se zavedi. Vi lahko delate možnosti kuršte, ne več dobrega. Samo pa se obrneš Bogu, pa vedno pusti, ker Bog je drug. Ker Bog je ljubezen. Ljubezen je pa večna. To nima začetka konca, to je večno. In Jezus je večni. Zato danes na ta lep večer, ki nam je sam Bog podal, dragi bratje in sestre, priznajmo naše neumnosti, naše grehe, pomanjkljivosti, egoizem, sovraštvo, vse. Ker Marija bo vse pustila. Ona se znajde pri svojem sinu. Bo že znala prosti. Nisem ne izuzel. Da bomo res z veseljem praznovali začetek našega češčenja Matere Božje, ki je lep, vsi skupaj prosimo Gospoda za odpuščanje in se spovedamo, da bo ta sveta daritev nam v telesno in duhovno korist, Gospodu pa prijeten dan. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo neprostil in vsakega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vsake grešne svetnike in tudi vas prosite zanje, in rešite, prosite za nas samomočnemu. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Christus,
je iz prve kroniške knjige. Tiste dni je zbral David vse Izraelce v Jeruzalem, da bi spravil Gospodovo skrinjo na mesto, ki ga je zanjo pripravil. Tudi je zbral David Aaronove sinove in levite. Potem so leviti dvignili Božjo skrinjo z nosilnima drobokoma na svoje rame, kakor je zapovedal Mojzes po Gospodovi besedi. Dalje je David ukazal poglavarjem levitov, naj postavijo svoje brate, pevce z glasbili, s harfami, s citrami in cimbalami, da bi prepevali z veselim glasom. Prinesli so torej Božjo skrinjo in jo postavili sredi šotora, ki ga je David razpel zanjo. Nato so darovali kar Bogu žgalne in mirovne daritve. Ko je David končal darovanje žgalnih in mirovnih daritev, je blagoslovil ljudstvo v Gospodovem imenu. To je Božja beseda. Vzdigni se na kraj počitka. Slišali smo o njej v Evfrati, našli smo jo na Jaradskih poljanah. Vstopimo v Božje bivališče, priklonimo se pred podnožjem njegovih nog. Tvoji duhovniki naj oblečijo pravičnost, tvoji sveti naj se glasno radujejo. Zaradi Davida, svojega služabnika, ne zavračaj obličja svojega maziljenca. Gospod je izbral Sion, si ga zaželel kot svoj delež. To je moje počivališče za vedno, tu bom prebival, ker sem ga želel. Berilo iz prvega pisma apostolna Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, ko si bo to minljivo nadelo neminljivost in to umrljivo nadelo neumrljivost, takrat se bo izpolnila beseda, ki je pisana. Použita je smrt zmagi. Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje želo? Želo smrti je greh, moč greha pa je postala. Hvala Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. To je Božja beseda. Marija je vzeta v nebesa, veselijo se angeli, aleluja. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočila dete v njenem telesu. Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je vzkliknila z močnim glasom: blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa. In odkot meni to, da pride k meni, mati mojega Gospoda. Glej, ko je prišel glas mojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu.
Blago je, ki je bil v vas. Kaj ti izpolnilo se bo, kar je povedal Gospod. Marija pa je rekla, moja duša poveličuje Gospoda, moj duh se raduje v Bogu mojem zveličanju. Kaj ti vzorci na mislo svoje dekle, glej, blagoslovljeni me bodo odslej vsi rodovi, kaj ti velike reči mi je stvoril, ki je bogočen in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traje njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjeni misli. Mogoče je vrnil s prestola in povišal je misli. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je opustil vlasti. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kako je govoril našim očetom, od Abrahama in njegovega roda na veke. Marija je postala pred Elizabeti nekako približno 3 mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom. Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, a je vas svet vznemiril, ko ste poslušali Božje besede v Evangeliju? Ja, jaz prejel Bogomerja, jaz Švicem. Pa ne zdo vročamo Božje besede, tako čudovito danes, a ne? Lega Marija, ki jo častimo vsi, a se vi zavedate, to bila mlada deklica po kolikih letih? 14-15 let? Ti je dobro zaprošil? Ja. In kaj ne najbolj všeč pa Marije, ona bi bila doma, veste to vaško življenje, kakšno je bilo včasih, se vete, ne? Zemljačkom po vodo na Studenc, tam so se dekle razmerale, pa klepetale, ne? Moški, če gremo po vodo, hitro pridemo nazaj, ženske pa celo vodna rampe, ne? Tako ne. In so klepetale. In Marija je bila zraven. Sam pa Marija na ena stvar, nikdar ni imela pokvarjene misli. Zato je pravil, da Marija je devica po svojem mišljenju, ker ni bila sposobna slabe misli. A ste vi iste? Mi smo sposobni slabe misli. Uvidec pa je ne, ampak po nas. Uvidec so vredni. Ne, Marija to ni bila. Poje pa Marija 16-15 let stara, gre spat in ko nas spri, neki nadigi zrpota in sliši glas. Marija rodila v sina, ki mu daje ime tako. Ja, kdo pa si ti? Je kaj pa, kdo pa si ti, da me govoriš? Pa se to ni važno. Druga stvar je važna. Je še nisem poročena. Sem pa zaročena. So me zaroka še ni to, da bi jo prišel skupaj podal s tobom. Rekla, ne boj se. Ne boj se, Marija, kar bo storjenega, bo od svetega česa. In tisti trenutek, maj dragi kristjani, zato je Švica, kjer je Marija odprla svoje srce Bogu, delovanju svetega duha. In ko ona priznala, da bo sveti duh po njej deloval, adijo mir, adijo prijetnost, vse adijo. Ona ni bila več taka, kot je bila poprej. Zakaj? Ker če ti odpreš svojega duha komu, svetemu duhu, ne boš več počival v počitku, v kavču, na stolpah televizije, adijo vse te ugodnosti. Zakaj? Ker te sveti duh vrže tako katapult naprej, še pa delati, poznanje. In Marija od tistega večera ni več spala v domu, ne. Kako ne ona povedali, kaj? Da je kaj? Da je noseča, reči jasno, da je noseča. Sicer Jezus še ni vrcu noter, ni bil še premehen, ampak šeča pa bila. Če bo ona to povedala, kakšne problemi so naprej z Marijo. Če bo ona to povedala očetu pa mami, je bo oče v zemljo zbil. Ko ste me govorila, da te je zrak noseče verjela, ste zmečena, da sem moški, se vem, kako se to dela. Ja. Ni mogla povedati, ker oče ne bi razdobil, še manj bo Marija, še manj pa Jožef. Kako bom jaz Jožefu povedal? Ona pa je šla zvečer tam na povodu
ni več govorila. Res je bila pa 16 let, čisto se je spremenila. Ampak v njej noter je nekaj gorenje. V njej noter je bilo neizmerno veselje in to mora naprej dati. Staršem ne, Jožefu ne, mami ne, očetu ne, dekletom okrog študenca, ki so delovali na razprodu, tudi ne. In pa 16 letih je Marija stopila pa nepričakovano življenje. S sodelovanjem Svetega Duha. Dragi moji verniki in zvedice, če boste se pustili voditi Svetemu Duhu, bo Slovenija v trenutku drugačna. V trenutku drugačna. Za katero? In ona ni mogla povedati, ampak to je gorenje. In ona se takrat odločila, ne, če vse bom zapustila, povem, tisti, ki bo mene zastopal. Dumam, da? Ona me bo zastopal, takrat ne, tudi molčuno, tisto otrok se pojavil, da bi že stara na Janez Krstnik, kar nekaj tudi molčuno. Grem lepo vedno. In ona je dobila, to je 150 km, 3 dni sama. Do Elizabete. 3 dni našega življenja, od rojstva do smrti, bomo povedati zakaj. Ona je mogla zapustiti vse, kar je bilo najdražje, najlepše življenje. Starš, prijatelj, delo, igrač, mladost, vse je mogla zapustiti. Sveti Duh te ne bo pustil primer nikoli. Zato ne pričakujte, moji dragi verniki, ko boste prišli v cerkev, zdaj sem pa v miru. Ne, če te cerkev ne zborka do kraja, če te ne vrže po tleh, te ne obtolče, boš šel do kristjana. Ne može. Ker Sveti Duh te poriva naprej, boš delati. Zakaj? Za Božje kraljestvo. Za lepši jutri, za lepo Slovenijo, za lepo Vidence in tako naprej. In Marija je šla. Ampak ona je šla, zapustila vse in je tekla po puščavi, sama, 50 km, ker so nebarabili, lopom in tako naprej, kanči vse. Ona se tega ni bala. Zakaj ne? Ker vse mi vsi zakaj? Neverjetno sporočilo. Veselo sporočilo. Jaz moram to veselo sporočilo pa ne z drugim, če ne me bo razneslo. Kdaj je pa vas razneslo? Zaradi veselja do Kristusa, kdaj? Nikoli. Jaz ga mrad gostino na špricer, vam direktno povem, ne? Pa bo še včasih kako malce in pa se prikrižam na glas. Vaj mene očeta, vsi vstane pogledajo. Drugi kristjani pa kot da bi ga skropom polil. Neč na moj lecem. Se ne, veste, to je pa tista obrelatnost naša katoliška, kjer se imamo za kristjane v cerkvi, od zunaj smo pa čiste nule. Ti se pokaži kristjana, kjerkoli se. Moram jaz svoje vere živeti samo to, če sem Marija tudi ne mogla, pa ne mogla jeti, vse zapustiti. Je kako je prvi rekel, pa ne reče, da čo. Če on lahko ne zašampam, tudi jaz lahko moram za mizo. Mislim za to. Krščanstvo ni lepo sanje, krščanstvo je jadno. In Marija šla, je vlekač, škorpioni, baraba, ni se tega nič bala. Zakaj? Ker je bila želja spovedati drugemu svojo resnico, večja kot strah. Ja, pa ne bom ona, ker me bo direktno več tvoj strah. Ja, dušica, dej zapel otroke, bo v cirku, da vidi kakaj cirku, ne veš cirku, pa tudi je. To je ločno. Ja, pa ti si videl, ja, pa tudi druga stvar. Na celi črt pademo kristjani. 6 minut. Ne moramo biti vsede kristjani. Kot je bila Marija. Ni nobenega na svetu, da bo meni prepovedal, da se ne bi jadno po križu. Ona je nosila veselje. In mi bomo prav tako veselje danes, če se zavedaš, da si od Boga odrešen. Kaj je kot odrešen? Ona je nosila šla naprej, povedala in se je razkričala pred pršem do Boga. Do Marije. Šla preko puščave. Zdaj pa vi meni povejte, dragi verni kovidica, koliko ste šli preko puščave vašega življenja? Ko vas je mož zaprkal, ko vas je dedec kuhal, ko vas je župnik sitno nadrl. Vsega mu dosti. To je puščava, ki rečeš, ne zdržim več, ne rabim več stjeti. Jaz sem nekaj čov v cirku, da vam čisto povedal svojega polnoči,
dol vrnil vse, ki je zdaj pa to stekal. Ali se boš ti podpolil, šel pa jaz grem. Pa sem se zjutraj zbudil, že tako bilo. Se je zbudiš. Ne, veš, jaz sem se moral pogovarjati vsak dan. Pa sem upravičen za neumnosti. Pa ga prosim, da vas blagoslavljam vsak dan. Poščavna našega življenja, to je prispodoba, ker Marija imela težka skus. In ti poščavna doba, poglejte dol, svi samo poglejte, dragi vjetnik. Pa kje je mladina? Naša mladina še neumnosti ne zna delati, da se je skr zgrozi. Sem bil zbral pred, ko smo ostali ohraniti drugo. Se dom z veseljem spominjam. Nekaj me pofota tako na Šeško z mednom umor. Kaj pa nisem? Vse bomo spoznali, ne? Dal smo mladina, pa smo prostajte leti, dekle da bo dobro, veste, kako še dal sem tega, kako je bilo lepo. Kaj pa te dal z naši mladi? A kaj kje mladi punci poje po dobro? Ne poje več. Pa gledajte, telefon. Punce po telefonu Božja. Uživajo Božje. Ljubava. Ampak resno mislim, ker Slovencem ni več. Krivi smo sami. Ker nočemo imeti otrok. Ker se ne zna več ljubiti. Pa mi rečeš, koh, mojmo za dovoljne poklice. Kako bomo poklice dovoljne poklice? Če ni to kaj se upada. Pa ne moram zdaj. Kaj hočem reči? Se ni to kritika. Sam se moramo sami prevzeti Božjega besede do življenja. Mi moramo stati, mi kristjani moramo pokazati, da je življenje lepo. Jaz sem vam starši poklical, prav za krst. Vaša glavna dolžnost je, da otroku pokažete, da je življenje čudovito. Da se življenje splača, da je življenje dragocena stvar. Tudi je to otroku. Stalo smo sami. Što umrl boš naprej, da vse kar boš, še več naprej. Če boš dal pa vero, se mu odprl vrata v večnost. Se mu odprl vrata je najlepša stvar, kar se v življenju zgodi. Da greš. Zdaj pa meni povejte, dragi verniki, kaj nam Bog ni dal? Kaj nam ni dal? Evangelij, pamet, vse nam ni dal, razum. Delati bomo morali pa sami. Delati bomo pa sami, ne? In pa mi javno, da jaz sem ti tak problem, jaz tam če mislim, da jaz kjer kritiziram, jaz sem časa na sebe prijem, da so spremljali. Zakaj? Vse nam je Bog dal, da pa svet lepše, ne bo več javno, da je kar lahko narediš. Bomo tisti, ki se opiramo, rečemo zlo, da je zlo. Jaz sem tudi skrajno žalosten, ker je naša uradna cerkev, sem med za eutanazijo sploh ni besedici. Ni bi mogli od Hrvaške na Ljubljano pa tisto parlament zrušiti. Življenje tako dragoceno. Veš to poti? Ja, ne moram. Sem nas gledač. Sem reči. To je tiskal načinski po našem reču. Če bi bili naši dege leta 1000, kje ga leta, 682, ne bi več na naši civilizaciji. Oni so šli do kraja. In kristjan je tisti, ki gre do kraja. Ker se nobene stvari ne boji, da bo zavrnala kaj. Bezen, medsebojno spoštovanje, vrednote, ker vemo, katerih je lepo živeti, ne? Ker je lepo živeti, ne? A veste, kako je lepo živeti? Jaz sploh ne bom umaril. Sem rekel moj življenje, jaz sploh ne bom umaril, ker prvi zato, ko se župnik nikoli več ne bo, da bo vse vas potopno. Ja, da bo vse kjer vas potopno. Dobro, ja, leta pet naprej. Ja, leta. Če baš ti prepričan, da je Bog z nami, to če jutro mene pokliče, kako mene vremeti. Jaz sem pripravljen. To je rače tista živa vira, ki je imamo, ne? In za kateri ima radi mači, da se izpovemo nas tako, Marija, pustite delati Svetemu Duhu, naj nas premotava, bi podobno močne, korajže kristjani, nikoli ne zapustiti ladje, vedno ladje, če zamotavlja, ne zamotavlja. Cerkev ne bo nikoli propadla. Ne more, ker je to Božje delo. Pa naše matke Božje. Ne more.
da so vrednote čudovite, da se splača živeti, da je najbolj vredno življenje. Kje ste mlade punce? Da branite življenje proti straniku, trapasto, kaj bi straniku? Ne bi doma. Na voljo tako, da bo je kar nekaj pobitali, ne? To da bi Bog ubil, ne? Da, nikoli do mene, življenje se spremljivo takrat. To je vse Božje. Vse Božje. Vremno spoštovati, mi se moramo temu, veste kaj se moramo? Upreti do konca. Zakaj? Če bi nas gledali do kraja. Kaj pa če bi Marija takrat rekla, mama bo jezna, duš, da ne bo razumel, bo mi smo tako bezglavna. Kaj pa če bomo tako rekla? Da ne predreči. Sama Marija se do konca borila, do pod križem, ko so vsi tisti slaviči, apostoli 12, vsi zbežali, čisto so zbežali. Marija je bila do konca. In mi kristjani smo poklicani, da smo do konca izjezili. Dokler nas ne bo sestra naša, oziroma možliko, ne, naša sestra smo znali. Dragi brati sestre, kaj je lepšega, povedno kaj je lepšega, ko kad to se mi zberemo okrog oltarja, da vemo, da Bog gosti, On je gostitelj, to je poroka z Jezusom. On nam bo dal hrana, On nas preživlja, Marija njegova mati nas podpira, in smo nas sreče, da smo dali četve hribo, zavzamemo se, da bomo dali življenje moč, da bomo dali življenje pomembnost, da bomo dali življenje prvo mesto, in prvo mesto najprej pa Bogu, najprej Bogu, in potem bo narod vesil, bo narod dobro. Glejte, dragi moji brati in sestre, to je to, kar živimo, kar čutimo. Živite pred Bogom, živite pred Bogom, bodimo veseli kristjani, bodimo srečni kristjani. Ne zato, če času, da bo kjer nekaj malo čuditi, da razumem. Ne, nisem čuditi, nismo tako najče gledali, ona videla tudi drugi imajo radi. Se vede, če hočemo dobro, pa se moramo ničkim boriti, malo se boriti. Iz nič ni nič. Če se pa borimo, lahko vse spremenimo. Zato spoštujemo našega Boga, njegovo mater Marijo, in bo sreča v randevu. Bo sreča s nami vedno potovala in bo brez tako zadovoljni vsedi kristjani. Naj se to v našem življenju zgodi, prosimo Gospoda Nebeškega, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Božki se voli Svetemu Duhu, Marija. Dajmo se nekaj skupaj, molimo miro, mir razvedenega Boga. Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh velikih in resnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorodjenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi leti, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega Krista z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas tudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, od Poncija Pilata je trpel in bil v grob položen, in tretji dan je mrtvi vstal po pričevanju Pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel slavit, sodit žive in mrtve in vrnil v kraljestvo nepokonca in v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in vedno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznava in brez odpuščanja grehov in pričakuje vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Bratje in sestre, naše molitve in pesmi, naše cerkve in znamenje pričajo o zaupanju naših prednikov v priprošnjo Božje Matere Marije.
zbrani smo danes na tem lepem kraju, Božji službi, prosimo našega vsemogočnega Očeta. Devica Marija je po angelovem oznanjenju dan sprejela Božjo besedo. Daj nam, dobri Oče, da bomo ob poslušanju Evangelija odprli svoje srce Tvoji volji. Prosimo te, sliši nas. Marija je živela v Nazaretu ponižno in preprosto življenje. Daj nam, dobri Oče, duha ponižnosti in preprostosti, da bomo tako deležni bogatstva Tvoje milosti. Prosimo te, sliši nas. Marija se je kot dobra mati vsa posvetila skrbi za Jezusa in premišljevala njegov nauk. Daj nam, dobri Oče, da bomo sami hodili za Jezusom in premišljevali njegove besede. Prosimo te, sliši nas. Marija je prosila za svetega duha učenca, ki so z njo v molitvi enodušno vztrajali. Daj nam, dobri Oče, poslušnosti na njegov svetega duha in nas obogati z njegovimi darovi. Prosimo te, sliši nas. Marija je v nebesi prijela venec nebeške slave in postala naša kraljica. Daj, dobri Oče, vsem, ki se obračamo k njej, nekoč dospeti v večno domovino. Prosimo te, sliši nas. Dobri Oče, usliši nas, kot združeni z našo materjo, Tvojo ponižno delo prosimo pomoči za nas grešnike, ki živiš in kraljuješ vekoma. Amen.
Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, vzel kruh, se zahvalil, ga razlobil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeru že v se spet zahvalil, da dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte od tega vsi, to je krv moje krvi, nove in večje zaveze, ki se za vas in za vse preliva v končanju. To delajte v moj spomin. Skrivnost
odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom se je rekel, mir vam propustim, svojim mir vam dam. Glede na naše grehe ljubosti, ampak na miru svoje cerkve. Udrnijo miru jo vodi po polne milosti, da se zbori tvoja volja, ki živiš in kraljuješ, vekomaj. Gospodu mir bodi vedno z nami. Dragi brati in sestre, moči skupaj dajmo drug za drugega. Moramo in pokažemo, da smo vredni Jezusovega imena. Zato se bomo vzeli odvrti na tem nazaj, desno, levo in vsakemu reči na glas, Bog je ljubezen. Bog je ljubezen, Gospod. Glejte, to je javne Božje, ki odjemne grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak se resnico in pozdravljam moja šlakor povabljenim na Gospodovo gostilno.
Nebeški Oče, prijeli smo zakrne kot rešenja, odkajmo spomin imena Matere Tvojega Sina, nas razveselil z odbitem svoje milosti, da bomo vedno bolj rasli v ljubezni do Tebe, ki živiš in kraljuješ vekomaj. O Marija, kraljica svetega Božjega renca, pomoč hristijanov in pribežališče človeškega rodu, danes se posvetimo in izročimo Tvojemu nezamadržnemu srcu. Sprejmi nas v svoje materinsko varstvo in nam pomagaj, da bomo po Tvojem zgledu resno izpolnjevali svoje dolžnosti, živeli po Božjih in cerkvenih zapovedi, darno nosili trpljenje in ostali do konca stanovitni v veri in zaupanju v Božjo previdnost. Vari nas, o Mati, da ne bomo nikoli Boga žalili z grehi. Posebej sklenemo, da se bomo varovali grehov, zoper vero, upanje in ljubezen, grehov prekinjanja in nečistosti, grehov jezika in nepoštljivosti, grehov sovražnosti in vsake hudobije. Obljubimo Ti, Božja Mati, da bomo posrečevali Gospodove vere, po Tvoji želji bomo za spreobrnenje grešnikov, radi volili rožni venec in s pobožnostjo prvih petkov in prvih sobot zadoščevali Jezusovemu in Tvojemu srcu za vse žalitve, s katerimi vaju žalimo mi in Bogu odljubljeni svet. O Mati Marija, srednica vseh milosti, izprosi nam, da bomo stalno živeli v posvečujoči milosti, ostali zvesti do konca Tebi in Tvojemu Sinu, Tebe vso večnost razvili in ljubili z vsemi angeli in svetniki. Amen. Kratko navodilo za procesijo, torej spredaj križ, potem pa ta stran, torej od ambona, to se pravi moška stran, čeprav ste hišna. Torej za križem, potem so pevci duhovniki in Marija in zadaj vaša stran, križni stran. Otroci.
stališče grešnikov, prosi za nas. tolažnica žalostnih, Prosi za nas. najlepšeno se mi na svet, od Danes pa zgolj